Spoštovane sledilke, spoštovani sledilci kanala Greg Skort, lepo pozdravljeni na mojem kanalu in čas je za matematiko. Ja, v bistvu za matematiko, po kateri bomo izvedeli, na katerem mestu bo v bistvu Slovenija zaključila skupinski del Evropskega prvenstva. Namreč zdaj je že znano, da so se Slovenci uvrstili naprej, nadaljnje tekmovanje bo seveda v Latviji. Vprašanje, ki ostaja, pa je, iz katerega mesta se bo Slovenija uvrstila naprej in seveda proti komu bo odigrala srečanje za, kaj je to potem, 16. finala. Tako. To so še vprašanja, malo bomo pregledali, kakšne so opcije, kakšne so možnosti, kaj se more zgoditi, kaj se more poklopiti, kar nekaj je tega, kar nekaj je te matematike. Še preden pa se poženemo v to, vas ljudno povabim, da se naročite na moj kanal za podobne vsebine, analize, hipoteze, hipotetične možnosti, v glavnem pa highlights in vse, kar je v zvezi z Luko Dončićem in tako naprej. Vljudno vabim, da se naročite. Torej, najprej moramo predpostavljati dve stvari, ki sta v začetku izključujeta oziroma vključujeta različne scenarije. Prva opcija je, da Slovenija premaga Izrael. Ob tem je možnosti veliko, od tega, da je Slovenija na drugem mestu ali na tretjem mestu. Da, tudi drugo mesto je možno. Ni veliko možnosti, ampak teorija to potrjuje. In druga opcija, Slovenija izgubi proti Izraelu, tu se zgodba konča, Slovenija osvoji 4. mesto. Zdaj verjetno ni treba posebej razlagati, da se D in C skupina križata po ključu. Prvi proti 4., drugi proti 3. To je to, ne? Kaj se dogaja v drugi skupini, bomo se še dotaknili. Zdaj pa, če grem malo med možne scenarije. Zdaj vsa čast Slavko Jerič, RTV Slovenija, ki je tole malo bolj podrobno zapisal, vse sicer malo boljši pogled na razpredelnico in vse skupaj bi tudi šlo brez tega. Ne? V glavnem recimo, da predpostavljamo nek pričakovan razplet, kjer bosta Francija in Poljska dobili zadnji tekmi svojega zadnjega kroga. Francija igra proti Islandiji, medtem ko pa Poljska igra proti Belgiji. Praktično ne verjamem, da se bo tukaj spremenilo. Se pravi, dajmo zmago obeh ekip, obeh favoritov in pa zmago Slovenije proti Izraelu. V tem primeru torej Slovenija osvoji 3. mesto. Imamo vrstni red. 1. Francija, 2. Poljska, 3. Slovenija in 4. Izrael. Enostavno, ne? Recimo, da preseneti Belgija in premaga Poljsko. Ne? Na vrhu bi bila Francija s 4 zmagami, eno manj bi imeli Izrael, Poljska in Slovenija in v tem krogu bi bili najboljši gostitelji. Ne? Se pravi, Francija 1., 2. Poljska, 3. Slovenija, 4. Izrael. V glavnem še vedno tukaj zmaga Slovenije je tista, ki jo rabimo. Recimo, da preseneti Islandija, Francijo. Tako, ne. V tem primeru bi skupino osvojila Poljska, v krogu bi se znašli mi, Izrael in Francija. V tem krogu vsi po zmago in poraz, je pomembna razlika v koših, kar pa bi pomenila, se pravi, Izrael in Slovenija bi potem za tole koš razliko igrale. Ne. Tu še je kar nekaj odprtega, ampak ta scenarij je manj verjeten. Ne. Slovenija zmaga vsaj za 11 točk. To je edini scenarij, ki Slovenijo celo popelje do 2. mesta. 1. Poljska, 2. Slovenija, 3. oziroma 4. sta potem Izrael ter Francija. Če Izrael izgubi za 22 točk, bo 4., sicer pa 3. Zanimivo. Kaj se zgodi, če Slovenija zmaga za 4 do 10 točk? V tem primeru dobimo vrstni red. 1. Poljska, 2. Izrael, 3. Slovenija in 4. Francija. Če Slovenija zmaga za točko do 3 točke, je Slovenija 4. To je edini primer, po katerem bi bila Slovenija kljub zmagi celo 4. 1. je Poljska, 2. Izrael, 3. Francija, 4. Slovenija. Se pravi, pazite zdaj to, tudi ob zmagi Slovenije smo lahko 4. Zanimivo. Preseneti tako Islandija kot Belgija. Slovenija je 3. Rečemo, da to ni možnosti. Izrael premaga Slovenijo, smo pa rekli, da je to že konec. Pravi, fajn je, da mi zmagamo za vsaj 4 točke. Vsaj 4 točke in smo 3. To je to. Tako da v bistvu tale zmaga Slovenije v bistvu še celo
ne zagotavlja tretje pozicije Slovenije, ampak moramo zmagati vsaj za 4 točke. Če pa zmagamo za 11 ali več, pa smo drugi. Vsaj za 11 točk, Slovenija je druga. O predpostavki, da Poljska in Francija zmagata. Ni šlo. Kaj se bo zgodilo, je seveda jasno, oziroma bo jasno jutri. Zdaj pa, če gremo malo mi na pozicije v skupini C, ker je v tem trenutku prva Grčija. Druga je Italija, tretja je Španija, četrta je Gruzija, peta je Bosna in šesti je Ciper. Zdaj, Španija, Gruzija in Bosna imajo vse po 2 zmagi in 2 poraza, medtem ko imata Italija in Grčija 3 zmage in poraz. Kaj pa se dogaja v njihovi skupini v zadnjem kolu, ki se isto kot v našem primeru igra jutri? Začenjata dan Bosna in Gruzija. Neposredno obračun. Potem sledi Italija in Ciper, mislim, tu ni vprašanje, ob 5:15 in pa Španija in Grčija ob 8:30 uri. To bo hudo zanimivo. Zadeve bodo sila zanimive, vsekakor bomo malo škilili na drugo stran, tam okoli 10, pol 11 ure pa bo jasno vse, malo še bo za potrpeti, ampak ok. V redu. Vaši komentarji so dobrodošli spodaj. Kaj menite, kaj se bo dejansko zgodilo zadnji dan, iz katerega mesta bo Slovenija šla proti Rigi in s kom se bo v bistvu pomerila v nadaljevanju? Spodaj lahko pokomentirate. Moja napoved, jaz bom malo drzen, Luki Dončiću se bo malo zmešalo na zadnji tekmi proti Izraelu, ostali igralci bojo naredili malo svojega posla, malo tistega grdega posla, nekomu se bo odprlo. In zmagali bomo za 12 točk. Slovenija druga. To je optimizem. Realno, še vedno mislim, da bomo zmagali, ampak tam za 2-3 točke in bomo na koncu morda res še kje četrti. Ampak se pravim, to so samo predvidevanja. Do zdaj smo pokazali, rečemo temu, solidne predstave, nič nismo izskakovali iz nekega povprečja. Proti Franciji zelo dobra tekma, ampak vseeno smo bili prekratki, medtem ko predvsem včeraj proti Islandiji nekoliko slabo, Belgija rutina, Islandiji mogoče malenkost podcenjevanja nasprotnika, kar si po mojem ne bi smeli privoščiti, ampak ok. Gremo dalje, vse do zdaj je treba pozabiti, samo tale tekma proti Izraelu velja. Pol pa bomo videli naprej. Koga bi si želel na drugi strani, če še mogoče to dodam? Se pravi, iz skupine, s katero se križamo. Ja, izognil bi se Grkom v vsakem primeru, ta mi je najmanj všeč opcija. In gledal sem Špance, niso me prepričali, gledal sem Gruzijo, tudi niso prepričali, Bosna me je presenetila proti Grkom, kar me skrbi, pa vemo mi iz zadnjega prvenstva, kakšne izkušnje imamo z Bosno. Italije pa nisem podrobno spremljal, so pa kar prepričljivi, no. Ja, najrajše bi seveda Španijo, Gruzijo, no. Pa še Španijo manj, Gruzijo, idealen scenarij. Ampak to mislim, ne vem, če sploh mogoč. Če pa že izbiram med Italijo in Grčijo, dajte mi Italijo. Moja napoved. Na hiter skok mogoče k drugim skupinam. Nemčija zelo prepričljiva, brez poraza. Litva druga v skupini B, Finska tretja in četrta Črna Gora. Za zdaj, tukaj se še mogoče kaj spremeni, odvisno kaj bo na preostalih tekmah. Skupina A, Turčija in Srbija brez poraza, tole bo šlo za prvo mesto, mislim, da Srbija tole dobi, kljub težavam s poškodbam, Bogdanović out, Mičić verjetno out, ali kaj z njim, kdo kaj ve, naj spodaj napiše. Latvija, Estonija, Portugalska, no to še tudi ni znano, kdo bo kajkoli, v glavnem pričakujem pa kakšno Latvijo in pa Portugalsko, najverjetneje, no. Češka out. Toliko, da ne bom predolg. Hvala, da ste me spremljali tudi tokrat in hvala vnaprej, če ste tukaj novi oziroma če ste podobnih vsebin od mene že navajeni, da se naročite na moj kanal, všečkate objavo, da spodbudimo algoritem. In do naslednjič, lepo vas pozdravljam, ko se slišimo v naslednjih analizah. Gregor sem bil z vami. Srečno, gremo Slovenija, uživamo v Eurobasketu. Čau.